V uvodu bomo popravljali napake v 3 trditvah. Vsaka pravilno popravljena beseda vam prinaša 5 točk. Najprej bomo pečico ogreli na 180 stopinj Celzija. Sem zavitek iz listnatega testa z nadevom, pri čemer je za Slovenijo najbolj značilen pehtranov, najbolj razširjen in priljubljen pa orehov. Spadam med nesnovno kulturno dediščino in sem tradicionalna spremljevalka velikonočnih ter božičnih praznikov. 15 sekund imate, da poiščete napako in jo popravite. Vijolični že pišejo. Čas se je iztekel, poglejmo vaša odgovora. Rumeni tokrat ni šlo, dobro. Vijoličasti, vi pa menite, da je iz kvašenega nelistnatega testa. Če se prav spomnim, poglejmo. Ja, tamle se bo listnati res spremenil v kvašeno testo in 5 točk za osnovno šolo Mengeš. Ja, potica je narejena iz kvašenega testa, iz listnatega pa so, na primer, narejeni rogljički. Še malo bomo pri listih, no, bolje rečeno, na njih. Čeprav sem žuželka, tudi sama plenim žuželke. Hranim se predvsem z listnimi bolhami, ki se razmnožujejo zelo hitro, zato me ljudje uporabljajo tudi kot sredstvo za biološki nadzor škodljivcev v vrtovih in na poljih. V vražah pa me povezujo s srečo. 15 sekund se odšteva. Ekipi sta kar hitro odgovorili. Poglejmo, če vam je Pika Polonica prinesla kaj sreče. Ušmi in uši. Skratka, menite, da bolhe niso ta prava beseda. Preverimo, kaj je prav. Ja, in res so se bolhe spremenile v uši in prinesle po 5 točk obema ekipama. Dobro. Na koncu pa nas čaka, upam, da prijeten pregled pri zobozdravniku. Sestavljen sem iz krone, ki jo vidite v ustih in jo prekriva sklenina, vratu in korenine, ki jo prekriva beton. Trdnost in zgradba mi omogočata trganje in žvečenje hrane. Nekaterim živalim, predvsem mesojedim, pa služim tudi kot orožje. Zapišite odgovore. Še nekaj sekund. Ja, vijoličasti so hitro napisali, rumeni so pohiteli na koncu. Poglejmo vaša odgovora. Dlesen in cement. Aha, dobro. Preverimo, katera beseda ni bila ustrezna in katero jo mora zamenjati. Beton se je spremenil v cement in prinesel 5 točk v osnovni šoli Mengeš. Ja, korenino torej prekriva cement, za katerega pa ne potrebujemo gradbenega dovoljenja, zanj poskrbi kar naše telo samo.